V podjetju Paradaj so predstavili novo pridobitev, in sicer 2,4 hektarja velik rastlinjak, v katerem bodo pretežno gojili posebne oziroma nišne sorte paradižnika. Popestriti želijo raznolikost domače slovenske ponudbe paradižnikov, proizvodnja naj bi se letos povečala na 4500 ton paradižnika. Na začetku si v podjetju niso predstavljali, da jih čaka tako uspešna zgodba. Noben od nas si ni predstavljal in ni si niti mislil, da bomo leta 2018 stali zraven tako velikega objekta, ki dejansko pridela okrog 25% vsega paradižnika, ki ga Slovenija potrebuje. Zgodba je bila na začetku težka, polna trme, vztrajnosti, preprek. Uspeli smo jih nekako prebroditi. Leta 2012 smo prvič prišli na trg z manjšim 4 hektarje velikim rastlinjakom in nismo si mislili, da bo povpraševanje po našem paradižniku tako veliko in da bo dejansko nas trg kupci silili v nenehne širitve. Tako smo potem že leta 2014 začeli gojiti na 6,5 hektarja velikim rastlinjaku, danes pa je celoten obseg rastlinjaka velik kar 9 hektarjev, kar nas uvršča dejansko med enega največjih rastlinjakov v tem delu Evrope. Začetki, kot rečeno, niso bili enostavni, ampak potem, ko pogledamo nazaj, s ponosom lahko rečemo, da se je splačalo, da smo v bistvu naredili nekaj ne samo koristnega za nas, lastnike, ampak tudi dejansko nekaj koristnega za celo regijo. Se je pri nas trenutno nekaj čez 100 zaposlenih, junija, julija, ko je bila najvišja sezona, nas je bilo celo 120 sodelavcev. Nekje pričakujemo, da bo letno povprečje, ker so določena delovna mesta tudi sezonska, da bo okrog 85 do 90 sodelavcev, kar je že kar lepa številka in lepo število zaposlenih in to nas tudi veseli. Zakaj smo šli potem, poleg seveda pridelave, v nek projekt, v katerem zdaj pač sedimo, to je tako imenovani degustacijski center za trgovino. Ljudje so seveda zmeraj bolj občutljivi, ne samo od kje hrana prihaja, ampak tudi kdo prideluje to hrano in na kakšen način jo je pridelal. In mi smo imeli nenehno obiske raznih avtobusov, ko so prišli na izlete v Prekmurje in so se ustavili mimogrede. Mi bi pa radi videli, kako to funkcionira, kje to rase, ful vas imamo radi, kupujemo vaše paradižnike. In najprej smo dejansko te goste vozili not v rastlinjak, potem pa smo pač čisto zaradi higienskih razlogov se odločili, da pač vsakega, ki pride k nam, ne moremo tudi ne peljati v rastlinjak zaradi vnosa bolezni, ker seveda, če ni bolezni, potem je pridelava bistveno lažja. In zato smo se odločili, da bomo zgradili 1000 kvadratov velik ta demonstracijski prostor, od katerih odpade dobrih 500 kvadratov na vzorčni rastlinjak, ki je tukaj za nami. V njem gojimo 100 različnih sort paradižnika, kar je tudi ena od zanimivost za ljudi. In pa seveda razširili smo tudi trgovino, ki ponuja ne več samo naš paradižnik, ampak dejansko lokalne proizvode iz celega Pomurja. Tako siri, šunke, vina, pač zelenjava in sadje, vse kar pač v Pomurju je zanimivega za ponuditi ljudem, ko pridejo k nam, in neki proizvodi, s katerimi se tudi kot Pomurci z veseljem lahko pohvalimo, ko pride nekdo k nam, pokažemo, zato da bodo ljudje potem mogoče pozneje kdaj z večjim veseljem posegli po tovrstnih produktih tudi v neki trgovini na drugem koncu Slovenije. Veseli nas še eno dejstvo. Nedolgo nazaj je Vlada Republike Slovenije sprejela tudi sklep, da realizira sklep že iz leta 2015, na podlagi katerega nam bo dodeljeno dodatnih 100 000 kubičnih metrov geotermalne vode. To je bilo eksistencialnega pomena za nas in za to našo širitev, tako da nas to še posebej veseli in zelo velika zahvala gre Ministrstvu za kmetijstvo, ministru takratnemu Dejanu Židanu in pa Jani Kokol, ki je na strani ministrstva tudi vodila to in usklajevala medresorsko, zato da smo mi kot kmetijski uporabniki dejansko prišli na vrsto za tisto količine vode, ki dejansko drugi uporabniki niso uspeli porabiti.
Ne bi preveč zgubljal besed, mislim, da je osnovne stvari ste videli ste, kam ste prišli, videli ste, kaj smo zgradili. Kot je že moderator povedal na začetku, investicija je bila okrog 3,5 milijone evrov. Dobili smo nekje za demonstracijski center smo dobili cirka dobrih 20% nepovratnih sredstev, oziroma smo dobili odločbo, moramo seveda še potem realizirati do konca prijavo in tudi oziroma vložiti zahtevek in pridobiti sredstva. Za sam rastlinjak v velikosti 2,4 hektarja, ki je bil investicijsko vreden dobre 3 milijone evrov, pa smo prejeli nekje cirka 25% nepovratnih sredstev, oziroma imamo možnost jih prejeti na podlagi odločbe. Kaj naj rečem, kljub temu, da smo letos povečali samo pridelavo, nekje za, recimo površinsko smo pridelavo povečali za nekje 38%, v samih tonaži pa ne toliko, saj je nov rastlinjak namenjen predvsem tistemu delu, tistemu segmentu paradižnikov, kjer pa smo bili Slovenci do sedaj najslabše zastopani. To so te specialne sorte češnjevi paradižniki različnih barv, volovsko srce, slivov paradižnik, koktejl paradižnik, skratka vse tisti paradižniki, ki so do zdaj v večji meri skoraj z 100% prihajali iz tujine. Tako da dejansko za to novo širitvijo nismo dodatno posegali na trg v smislu, da bi povečevali nekaj malega sicer, ampak da bi bistveno povečevali ta najbolj popularen, najbolj prodajen tip paradižnika, to je grozdasti tip paradižnika, ampak smo šli raje v smer, da ponudimo slovenskemu trgu tudi te specialne sorte v neki večji, resnejši količini izven sezonsko. Gre za eno največjih investicij v občini Turnišče. Občina Turnišče meri 24 kvadratnih kilometrov in kar 9 hektarov je pokrita z rastlinjakom, seveda z luštnim, kjer skoraj 100 domačih ljudi vsak dan služi svoj domači oziroma vsakdanji kruh. Zgodba o paradižniku se je začela pred letom 2007, ko so ustanovili podjetje Paradise d.o.o. Graditi pa se je začelo šele leta 2011, ampak prvo bratvo so imeli že naslednje leto. Pravzaprav so področje, kjer sta pridelek jemala suša in pa poplave, spremenili v izredno rodovitno področje. Vsako leto, brez izjeme, pridelajo na 10.000 ton paradižnika. Uspešno ste zaključili izredno veliko investicijo, kar smo vsi ponosni na vas, predvsem v naši občini Turnišče. To je ena največjih investicij, kar jih imamo v zadnjem času in s ponosom vam čestitam. Turnišče vam sledi, kar vam lahko, in vas podpiramo, kolikor nam je zakonsko to tudi omogočeno. Vodstvo podjetja pa, kot vidimo, je tudi tržno naravnano, sodelujejo z okoliškimi ljudmi, združujejo podjetnike in podpirajo lokalno pridelano hrano. So družbeno odgovorni in znajo poskrbeti tudi za aktivno dogajanje tukaj. No, danes je en tak dogodek, kjer smo prisotni, ampak mnogo takšnih in še večjih dogodkov seveda še sledi. Izkušnje z luštnimi ljudmi so luštne, so prijazni, ustrežljivi, delovni. Pri njih lahko kupite paradižnik in ostalo lokalno pridelano zelenjavo, izdelke pridnih rok lokalnih ljudi, se okrepčate oziroma degustirate v luštni domačiji in za vas opravijo vodeni ogled rastlinjaka. Pri nas oziroma pri njih je prav lepo, tako, po domače. Tako domače, kot je bilo včasih na domačijah tukaj v Prekmurju. Tako, kot zna biti luštno samo v Prekmurju. Spoštovano vodstvo podjetja Paradise, hvala, da ste z nami, da živite in delate med nami. Odprtja se je udeležil tudi nov predsednik Državnega zbora in dosedanji kmetijski minister Dejan Židan. Seveda sem vesel kot dosedanji kmetijski minister, pa tudi kot državljan, ki živi v tej lepe državi, ki živi v Prekmurju, v Pomurju, da se to vrstne investicije načrtujejo, realizirajo in potem dobro delujejo. Razlog je preprost. Namreč ta misel,
da je proizvodnja hrane tudi gospodarska dejavnost. Da ni samo vprašanje, kakšna subvencija na hektar, da ni samo vprašanje, kdaj bo subvencija izplačana, ampak da je to tudi in zlasti gospodarska aktivnost. Takšni projekti dokazujejo, da ta misel, da gre za gospodarsko aktivnost, vedno bolj prisotna. Ker tudi povsod drugod, kjer je kmetijstvo in proizvodnja hrane uspešna, gledajo predvsem na ta sektor kot na gospodarski sektor, ki pa ima neke dodatne naloge, ki potem so javno preko države, preko Evropske unije potem tudi financirane. Sama investicija jo vidim kot pomembno prvič zato, ker posega na področje, kjer smo v Sloveniji najbolj deficitarni. Poznate, da ves čas je razprava, kakšno stopnjo samooskrbe imamo pri hrani, pa se menjajo številke od 30, 40, čeprav v resnici nekje med 70 do 80, je pa zelo različna po posameznih sektorjih. Ena najnižjih stopenj samooskrbe, ki trenutno še vedno imamo, se pa zadnja leta povečuje, ob tem, da tudi poraba narašča, je pa zlasti področje vrtninarstva in tudi sadjarstva. Torej so investicije ravno na tisto področje, ker življenjske navade kažejo, da bo povpraševanja več in si seveda želimo, da imamo tovrstno hrano iz svoje bližine. Kot drugo, kakor je bilo že povedano, klimatske spremembe so se dogodile prej, kakor so nas pred 10, 15, 20 leti učili in napovedovali. Sedaj več ni leta, ker ne bi bili deležni cele palete škodljivih posledic. In samo prilagajanje klimatskim spremembam se seveda ne more narediti na papirju. Lahko se dosti govori in podobno, od tega učinka ni. Tudi če so na razpolago investicijski ukrepi, ki jih država o podpori Evropske unije razpiše, to še vedno premalo. To je samo možnost. In zato je tako zelo pomembno, da kmetije, gospodarske družbe, obrtniki ukrepe, ki so na razpolago, tudi izkoristijo. Zato, ker proti negativnim učinkom klimatskih sprememb se v resnici lahko najbolje boriš z novimi investicijami in prilagajanjem tehnologije. Kot naslednje, sam gledam na to investicijo ne samo kot na investicijo, ki je povezana z proizvodnjo hrane, ampak kot investicijo, ki na nek način povečuje turistični potencial Pomurja. Pred nekaj minutami smo se z gospodom županom, gospodom Aleksandrom Jevškom peljali mimo Expana, ki bo vsak čas odprt. Nastaja tudi center za rekreacijo, ki bo nekaj edinstvenega kot vhodna vrata v Pomurje. Sedaj nastaja tukaj nova lokacija. Zakaj to pomembno? To vidim tudi na lastni izkušnji, ko prihajajo k nam družinsko na obisk prijatelji iz cele Slovenije. Sedaj že jasno želijo videti orhideje in želijo videti paradajz. Zato sem tudi gospoda prokurista, gospoda Kristina Magdiča vprašal, je dosti enostavno vprašanje, pa mi je takoj odgovoril, kako bo fizično ta lokacija odprta. Seveda, ko pride turistu je nekaj nemogočega, če je odprta samo med delovnim dnem od 7 do 3. Potem se turista izgubil že vnaprej. In to, kar se mi povedal, da bo lokacija odprta tudi čez vikende, verjetno tudi čez praznike, omogoča, da bo Pomurje še bolj poznano kot proizvajalec hrane in tudi kot zelo zanimiva turistična destinacija. Seveda si sam želim, da bi to vrstne investicije potekala tudi marsikje drugje. Se pa zavedam, da če kaj je za Slovence značilno, je pa tole, da opazujemo, kaj počno drugi. In če jim uspe, potem pa sledimo. Tako da to investicijo gledam tudi kot na investicijo, ki bo marsikdo opazoval in bo tudi marsikomu dala pogum, da sledi. Vse ne mogoče ravno v paradajz. Vrtnin je še zelo dosti. Pa ne samo vrtnin. Marsikatero področje na področju sadjarstva nujno potrebuje korak naprej. Mi ne moramo biti samo proizvajalci jabolk. Sadja je bistveno več, niso samo jabolka. Tako da, spoštovano vodstvo, čestitam vam k pogumnim poslovnim odločitvam. Spoštovani zaposleni, jaz se povsem zavedam, da to, da je paradižnik okusen, je predvsem vaše delo. In spoštovani ostali prisotni, še vedno velja, ko iščeš hrano, poišči lokalno hrano. Naložba v nov rastlinjak je znašala dobre 3,5 milijona evrov.